Kako je bilo v bistvu tukaj spremljati predsednika vlade, ki je zdaj vrhovni poveljnik, najbolj zmanjšal obrambne izdatke? Jaz sem to že večkrat povedal, da je njegova vlada, predvsem pa njegova ministrica, torej ministrica iz njegove stranke, in mislim, da tudi on osebno bil tisti, ki so pravzaprav zagovarjali, da realno ostane obrambni izdatki na tistih nivojih, ko so bili. Žal pa je imel tako koalicijo, kjer je bila koalicija ostalih strank na tem področju močnejša, in mislim, da je bil tukaj tudi sedajšnji predsednik oziroma vrhovni poveljnik obrambenih sil v tisti koaliciji precej nemočen pri zagovarjanju stališč in ohranjanju obrambnih izdatkov. Kakšno pa je zdaj stališče glede napotitve na mednarodne misije, recimo na Svežo, na Mali? Ja, kot smo se danes pogovorili, je predsednika zanimalo predvsem to, če je ta akcija usklajena na evropskem nivoju. Tukaj je jasno, da je ta akcija v bistvu podprta strani Evropske unije, a ne praktično strani vseh članic, in seveda je to stališče do naše udeležbe tam pozitivno. Na vladi ste sprejeli tudi srednjeročni obrambni program, ste govorili s predsednikom tudi o tem, oziroma kakšno mnenje ima o njem, glede na to, da je predstavljeno so v bistvu vsi izdatki tudi do leta 2018? No, predsednik republike oziroma njegov kabinet je dobil v fazi usklajevanja srednjeročni obrambni program v pregled. Na ta program je dal nekaj pripomb, mi smo večino teh pripomb upoštevali. Časovnica pa je taka, da se jutri pravzaprav še seznani s tem odbor za obrambo in s tem pravzaprav formalno stopi v veljavo. Kakšni so bili kaj odzivi iz Bruslja na transformacijo? Zdaj slišate nekaj pravne ministrstva, da niso bili najbolj veseli, tako kot smo pričakovali. No, to ne vem, teh podatkov jaz nimam. Jaz sem včeraj govoril tudi z večjimi obrambnimi ministri na konferenci v Münchnu. Predvsem so obrambni ministri ali pa smo obrambni ministri nekako zaskrbljeni na tem, da na evropskem nivoju nimamo nekih bojnih skupin oziroma neke realne sile, ki bi v vsakem trenutku lahko bila vpoklicana in bila napotena kamorkoli. Glede obrambnih izdatkov je pa to, ko smo se že večkrat pogovarjali, dejstvo, da bo morale evropske države, vključno z nami, nekje v nekem srednjeročnem obdobju tam do leta 2020 te izdatke bistveno povečati, kajti tudi po moji oceni in to, kar slišimo na vseh teh konferencah, Američani ne bodo v nedogled financirali evropske varnosti. Ampak je pri Sloveniji to realno pričakovati? Ja, na podlagi našega srednjeročnega obrambnega programa in tega, kar smo si zastavili, bi tudi nekje do leta 2022 morali spraviti obrambne izdatke na tiste vrednosti, ki smo jih nekoč že imeli, torej na vrednosti iz leta 2008, tam nekje 1,5–1,6% GDP-ja. Vedno pa ponavljam to dejstvo, da je bolj pomembno to, kot kakšen je procent vrednost GDP-ja, kajti ukolikor je GDP velik, je lahko tudi ta procentualna vrednost relativno nizka, pa je denarja dovolj. Eno tak tipičnih primerov je recimo Luksemburg, ki odvaja relativno malo GDP-ja za obrambne izdatke, nominalno pa so na področju nabav in pa investicij v vojsko pravzaprav na prvem mestu. O kakih zneskih govorimo, če govorimo to? Ja, če govorimo o zneskih, ki smo jih nekoč že imeli, bi nekako želeli imeti vsaj nekje 100 do 120, 140 milijonov več, kot jih imamo danes. Zakaj bi prišel ta denar? Ja, ta denar bi pretežno šel za tiste investicije, ki so nujne, torej dokončanje vseh infrastrukturnih projektov. V naslednjem srednjeročnem programu imamo pravzaprav te infrastrukturne projekte, razen letališča Cerklje, ki jih v bistvu financira tudi NATO, relativno zelo skrčene. Drugi del je seveda za samo opremo vojaka. Tukaj mislim, da je treba kar še nekaj stvari dokupiti. Opremo, ki bi garantirala to, da bodo tudi v bodoče naši pripadniki na vseh misijah varni, kar gotovo danes so, in pa seveda nekaj tistih odprtih dilem, ki še vedno ostanejo okoli srednje bataljonske bojne skupine v smislu nabav. Minister, še to?